Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vika! Miha, Tjaša, joj, povsod sem vaju iskal. Charlie. A veš, rešujem nagradno križanko in imam eno težavo. In sicer ne vem, edino, kar ne vem, je to, da piše tukaj država, v kateri živimo. In je prva črka je S, in potem je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in zadnja črka je A. In zemlja ni. Ja, Charlie. Charlie. Ja, jaz država, v kateri živimo, ampak jaz živim na zemlji. Ne, Charlie, kje smo sedaj? Ja, kje? Na fotelju. Ne, v kateri državi? Ja, država, planet Zemlja. Ja, že, ampak v kateri državi živiš? Ja, kaj bi lahko bilo? Skandinavija. Ne, Sam ne pride, ker je ena črka preveč. Joj, Charlie, kako to ne veš? Tjaša, bi mi ti pomagala mogoče? Veš kaj, jaz vem, a ne? Ampak se mi zdi trapasto, vedno ti jaz pomagam, kaj pa jaz rabim pomoč, pa ti meni ne. Oj, no. Ja, prej sem mogla spet vse sama postoriti tukaj po kuhinji in posod. Ampak ti bi lahko bila boljša od mene. Če ti jaz ne pomagam, še ne pomeni, da moraš biti ista od mene. Ja, no, se to Charlie, nisi si zaslužil, da bi ti pomagala. Miha! Ampak to ve vsak otrok, Charlie. Ja, A bi mi ti pomagal, država, v kateri živimo. Otroci, ja, vi veste. Sigurno, da vedo. Zadnja beseda A, Skandinavija ni. Ne, Charlie, ustavi se. Ja. Poslušaj me. Charlie in vsi ostali. Slovenija je država, v kateri živimo. Se pravi, tvoj odgovor je... Slovenija! Čakaj, Charlie. da mi nisi ti na hecu, ker Ne. zadnjici mi na hecu. Čakaj. Ne, Charlie. Charlie. O, V, E, N, I, J, A. Ja, pa še paše, no, da nič. Ja, pa nisi še nikoli slišal za Slovenijo, ali kako? Slovenija. Charlie. A to je država, v kateri živimo? Jaz sem Ja. vedno mislil, da živim na planetu Zemlja. Ja, saj to vsi živimo, In ja. da, Ampak živiš v državi Slovenija, ki se nahaja v Evropi, njen predsednik pa je Borut Pahor. Čakaj. To ime mi je pa znano. Ja, Ej, a to je ki sto selfije dela? A je, Ja, ne? ja, je. Mislim, da je bil zadnjič v fitnessu, pa se je slikal. Mislim, kako se lahko skozi slikaš, a nimaš Ja, veš kaj kaj bolj pravijo? pametnega za dela. Ne, da je najlepši predsednik na svetu, veš? A res? Ja. bo že res. Tjaša, če ti tako praviš, bo pa že res. Se pravi, hvala, ker ste mi pomagala. Ja, ni za kaj. A kaj še veš v Charlie, Sloveniji? poslušaj. Slovenija je tudi članica Evropske unije in naša denarna valuta je evro. V Sloveniji plačujemo z bankovci in kovanci. Tjaša, bi morda vedela, katere osebe so na posameznem bankovcu? Bankovcu ali kovancu? Joj. A veš, da sem že malo pozabila, vem, da na kovancu je tudi Lipecanec, pa France Prešeren, pa Primož Trubar. Ja, Ampak, kaj pa, če bi si mi to pogledali? no, pa si poglejmo. Na kovancu za 2 evra je upodobljen naš največji slovenski pesnik France Prešeren. Pod njegovo podobo pa je vpisan še Prešernov rokopis verza Živene vsi narodi iz njegove pesmi Zdravljica, ki je slovenska državna himna.
Na kovancu za 1 evro je predstavljen dopisni portret Primoža Trubarja, zaslužnega za prvo slovensko tiskano knjigo. Ob njegovi podobi je na kovancu vpisan še stavek Stati inu obstati. Na kovancu za 50 centov je upodobljen Triglav, naša najvišja gora, ozvezdje raka in napis Oj, Triglav, moj dom. Na kovancu za 20 centov pa so lipicanci, zaščiteni slovenski konji. Na kovancu za 10 centov je neizveden Plečnikov načrt slovenskega parlamenta. Predstavljen je projekt slovenskega parlamenta, ki ga je izdelal znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik kot vizijo bodoče slovenske samostojnosti. Projekt sicer nikoli ni bil realiziran, nad podobo je napis Katedrala svobode. Na kovancu za 5 centov je upodobljen sejalec, ki trosi semena. Med slednjimi je 25 zvezd, ki simbolizirajo države članice Evropske unije. Na kovancu za 2 centa je knežji kamen. Knežji kamen v slovenski zavesti predstavlja prapodobo organizirane državniške oblasti in simbol večstoletne težnje po samostojnosti in svobodi slovenskega naroda. Na najmanjšem kovancu za 1 cent je upodobljena štorklja, ki predstavlja simbol rojstva in dolgega življenja. Veste, Slovenija ima kot vsaka država tudi državne simbole. In sicer zastavo, grb, grb in himno. Himna, veš, si bom jaz to kar malo zapisal, ker drugače nič ne bom vedel, spet, če si ne zapišem. Ja, slovenska zastava je od vrha navzdol sestavljena iz barv bele, modre in rdeče. Se jo imamo tam. Rdeča. Kako je lepa. V zgornjem levem kotu pa ima grb. Grb, ki ima obliko ščita. Na sredini grba je na modri podlagi Triglav v beli barvi. Pod njim sta 2 modri valoviti črti, ki ponazarjata morje in reke. Nad Triglavom pa so 3 šesterokrake zlate zvezde, ki predstavljajo 3 celjske grofe. Grb ima ob stranicah rdeč rob. Slovenski grb pa najdemo na slovenski zastavi, na dokumentih, na dresih naših športnikov in tako naprej. Slovensko zastavo izobesimo ob praznikih in ob državnih prireditvah ter ob obisku pomembnih državnikov. Ampak prej si omenil še himno. To pa ne vem. Ja. Kaj pa je to, Miha? Slovenska himna je 7. kitica Zdravljice. Napisal jo je pesnik France Prešeren. Njega pa poznam. Ja. Novembra leta 1844. Himna se izvaja ob slovesnostih, prireditvah in na športnih tekmah ter ob vrhunskih dosežkih naših športnikov. Ja. Saj res. Melodijo za himno je napisal skladatelj Stanko Premrl. Kadar se himna predvaja, vstanemo in tiho poslušamo ali jo zapojemo in ne klepetamo. Po končani himni pa ne ploskamo in se mirno usedemo. No, pa jo poslušajmo. Wow, kako lepo so to zaigrali. Pa na harmonike. Ja, a se tudi na harmoniko da zaigrati? Ja, saj si videl, pa koliko jih je bilo. Gleda.
In ste ugotovila, kje je to bilo? To Ne? je bilo v Stožicah v Ljubljani na veliki športni prireditvi. Wow, ampak a ste ugotovila še nekaj? Kaj? Niste, a ne? Da Charlie ni klepetal, ko so igrali. Ja, bravo, Charlie. Kaj je povedal Bravo. Miha, ne klepetamo med himno. Kdo pa je to igral? Miha, ti veš? Ja, veliko jih je bilo, a veš, Ja. kako se imenujejo te harmonikarji? To so pa bili harmonikarski orkester Pustotnik. Čakaj, to si bom pa tudi zapisal. Harmonikarski orkester Pustotnik. Joj, kako so lepo zaigrali. Krasno. Čeprav, mene pa spet nekaj zanima. Povej. In sicer me zanima o tej Sloveniji, a ne? Mhm. Kako je to sploh nastala država Slovenija? Mogoče veš, kdaj, Ja. kje? Seveda vem. Dobro vprašanje. Veste, 26. decembra 1990 se je večina prebivalcev Slovenije odločila in se dogovorila, da bo Slovenija postala samostojna država. Predtem smo bili združeni v Republiki Jugoslaviji. Tako še danes, 26. decembra, praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. 26. decembra. Dan samostojnosti in enotnosti. Tako. Okay. Samostojna država pa je Slovenija postala 25. junija leta 1991. Čakaj. 25. junij Junij 1991, Drži. samostojna država. Okay. Ja, zato ta dan praznujemo dan državnosti. O, dan državnosti. Državnosti. To sta dva zelo pomembna državna praznika. Seveda imamo poleg vseh ostalih praznikov še različne običaje in praznovanja. Zagotovo vsi poznate pust, Ja, pa krofe. Pa Gregorjevo, Pa- Jurjevo. Ptički se ženijo, ne? Na Gregorjevo, Ja, ne? res je, Čarli, Jurjevo je pa bravo. še- Jurjevanje. Jurjevanje. Je šmoren takrat. Meni se zdi, da je. Šmoren. Ja, da pečeš moren. Ampak, Miha, ti si prej rekel, da se Slovenija nahaja v Evropi. Ja, res je, Tjaša. 1. maja leta 2004 je Slovenija postala članica Evropske unije. Se pravi, 1. maj 2004. Tako. Okay. No, v Sloveniji se govori slovenski jezik. A res? Ja, državljani se imenujemo Slovenci. O, Slovenec. Se pravi, jaz sem Slovenac. Ti si Kaj pa jaz? Slovenec. Ja, ti si Slovenec? pa Evropejka, ker smo Ti v si pa Evropi od Slovenka. 1. 2. Slovenka, ja, seveda. Drži. Ja. Naj vam zaupam, da v naši državi živi približno 2 milijona prebivalcev. Slovenija pa ima tudi 4 sosednje države. Italijo na zahodu, Okay. Hrvaško na jugu in vzhodu, Madžarsko na severovzhodu in Okay. Avstrijo na severu. Ha. Spravi Italija, Hrvaška. Avstrija in Madžarska. O, super. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. A res? Ja, res je. Ha. Pa si poglejmo kratko razglednico Ljubljana. našega glavnega mesta No, pa si Ljubljane. poglejmo. Wow, kako je bila ta Ljubljana, meni zelo všeč, moram iti enkrat na obisk tja. A ste šla z mano? Seveda bomo šli. Pravimo tudi, da je Slovenija dežela voda, saj je veliko rek, potokov in jezer. Sloveniji pa pripada tudi del Jadranskega morja in 48 km morja. Wow, to je V kar bistvu veliko. morja obale. Se pravi, Miha, Slovenija je res bogata dežela, ha? Z rastlinstvom, živalstvom in s temi naravnimi biseri, pa kulturnimi dediščinami. Tako je, Tjaša. Veste, v Sloveniji pa imamo tudi gorovje, ki se imenuje Alpe. Le te delimo na Kamniško-Savinjske in Julijske.
V Julijskih Alpah se nahaja tudi naša najvišja gora, ki se imenuje Triglav. Triglav, ja, Res je, Triglav. Na zastavi je tudi, ne? Ja, tudi na zastavi, na grbu je, na grbu. Triglav je visok kar 2864 metrov. O, pa pravijo, da nisi pravi Slovenec, če še nisi bil na Triglavu. A vidva sta že bila? Jaz še ne, ampak bomo šli enkrat. Bomo šli, seveda bomo šli. In veste, kaj nas čaka na vrhu Triglava? Čokolada? Lahko tudi, če si dovolj hiter. Ampak na vrhu Triglava stoji Aljažev stol. Aljažev stol. Tako, poglejmo si posnetek, kako gremo na Triglav. Ampak to je pa treba kar plezati malo. Mislim, da bomo morali veliko v hribe hoditi, preden bomo šli na Triglav. Ampak še nekaj sem opazil, da v teniskah ne moramo gor, ker moramo imeti pohodne čevlje. Seveda pa tako opremo, ne, prav za v gore. Bomo šli enkrat. Ampak še nekaj. Najprej si rekel, da imamo poleg teh veliko voda, pa drugih hribov, pa dolin, pa rek in tako naprej. Imamo tudi veliko jezer. Ja, tako je, Charlie. A bi znal katerega izmed njih tudi povedati oziroma jih našteti? Kje je pa problem, ja? Kako? Ja, kako vem jezera? Kje je tam, ko jaz se igram gozdo, nimamo nobenega. Potoček en je mali. Pa Charlie, pa... A res še nisi slišal za Blejsko jezero, pa Bohinjsko jezero, pa Šmartinsko jezero? Polno jezer je. Tako je. Velenjsko sem slišal, Ja, tako veliko lepo, ko se kopajo noter. Ja, pa še tam je Goče, eno sem slišal. Zdaj sem se spomnil, še je tam eno jezero in se imenuje... Ja, sem pa pozabil. No, ampak nekaj smo jih pa že našteli, ne? Nekaj ste pa že našteli. Bravo, bravo, Tjaša in Charlie. Si bom se zapisal. No, ti si kar zapiši. V Sloveniji pa imamo tudi Kraško pokrajino, kjer pa se nahaja tudi Postojnska jama, ki je tudi največja jama v Evropi. Postojnska jama, si rekel? Ja. V Postojni? V Postojni, ja, v Postojni. Najbrž pa ne vdiva, če je Postojnska. Ja, no, morala sem preveriti, Charlie. Okej. Tudi ti kdaj kakšno trapasto vprašanje postaviš? Velikokrat. Ja. No, povej nam malo več o Postojnski jami, prosim, Miha. Naj vam zaupam, da v Postojnski jami že 150 let vozi turistični vlakec. Čakaj, a vlak vozi noter? Ja, tak mali turistični, na katerega se usedeš in ti z njim te popeljajo po Postojnski jami. Moramo iti enkrat pogledati. Ja. To bi bilo zelo lepo. V jami je stalna temperatura 9 stopinj Celzija. Pravi, rabimo jakno. Fino se je kar toplo obleči, ja? To je, ja. Tudi poletje je 9, pa pozimi je 9. Stalna temperatura. Nima vpliva letni čas, v jami je stalna temperatura 9 stopinj Celzija. To je pa kar hladno, ja? Pa si poglejmo kratek posnetek Postojnske jame.
je bilo lepo. Joj, komaj čakam. Komaj čakam, da se bomo odpravili. peljali s tem vlakcem in si ogledali vse te kapnike in vse druge znamenitosti notri, ki so, ja. Krasno, kaj ne? Ja, Ja. pa še nekaj je noter, a ne? Kaj smo videli še? No, naj tudi zaupam, da v Postojnski jami najdemo človeško ribico, ki se imenuje tudi močeril ali proteus. Človeška ribica je s 25 do 30 cm največja jamska žival na svetu ter edini jamski vretenčar v Evropi. Je tipična jamska žival, brez temnega kožnega brvila in brez oči. Brez oči. Poslušaj, pri ličinkah so oči še dobro vidne, pozneje pa pokrnijo in jih preraste koža. Na svetlovo imajo občutljivo vso telo, zelo dobro pa ima razvit vonj in okus. Človeška ribica diha z zunanjimi škrgami, ki so zaradi krvi, ki proseva skozi steno, živo rdeče barve. Ima pa tudi preprosta pljuča. Spola se z zunanjega pogleda le težko razlikujeta. Človeška ribica ima po 2 para šibkih nog, daleč stran narazen, s po 3 prstki na sprednjem in po 2 prstkoma na zadnjem paru. Tako. Se pravi, pa zelo težko vemo potem, kateri je fantek, pa katera je punčka, ne? Ker to Težko zelo je, težko se jih razloči na zunaj, ja? Ampak so tako lepe, Ja. te človeške. Ampak veš, kaj sem zdaj še razmišljala? Ker pravijo, da ima vsaka država neke svoje posebne jedi. A vi pa morda veste, jaz vem za potico. Potica je zelo, a ne? Pa žganci, Žganci, ajdo vidim. Mislim, jaz poznam čokolado z lešnikom. Ja, dobro. Tudi to imamo posebno gorenko. ja? Ja, tista rdeča, ne? Ja. A še kaj takega? Vem, da na Primorskem imajo zelo radi joto, pa pršut, ne? Pa kaj še imamo? Daj pa malo Kremšnita! Ja, Kremšnita in pomisli. to To na je bledu. blejska kremšnita. prekmurska gibanica. Ta je zelo Ja, popularna. Kaj je še A, takega? Potico si že rekla? Ja? Še malo Kaj pomislite. pa sadna kupa? Ja. Recimo, Ni ravno recimo. slovenska. Dobro me poslušajte, nekaj vam bom zaupal. Povej. Ali vam je kaj znano to? Glasbo imamo v Sloveniji, ja. Katera? In jaz mislim, da je tale pesmica, čakaj. To meni ful znana. Na polici, na golici. Tako je! A je na Golici? Ja, To je ful meni znana pesem, ker vedno, a veš, jaz imam ful rad tudi športa, ne, in pol navijam, ko igram kakšen klub, pa zdaj slovenska reprezentanca, ne, Ja. ker sem mislil, da je to pač reprezentanca, pač nisem vedel, da je slovenska, ampak zdaj vem, Ja. ker smo v Sloveniji, in pol je skozi ta pesem, a ne, ko damo kakšen gol. Ja, Seveda. sploh pri hokeju, to cela dvorana pol to skače. pravijo, da je celo druga himna slovenska, ne? Tako je, se pravi, imamo v Sloveniji tudi odlične glasbenike. Ne? Aj, sem Glasbeni res. Glasbo in smo znani po glasbi, ravno po pesmi Na Golici od ansambla Avsenik, ki je znana po celem svetu. In potem imamo še Lojzeta Slaka in tako naprej. Ampak meni se zdi, da je tudi tale na golici bila zaigrana na harmoniko, kaj ne? Res Ja, je. seveda, a veš, to je naš najbolj poznani ljudski inštrument. Ja. Ja, to sem si pa jaz zapisal že zadnjič, ko smo se malo pogovarjali, ampak nisem vedel, da smo v Sloveniji, ampak zdaj vem, da smo v Sloveniji. Ja. Dajmo, jaz imam idejo. A. Meni je to mi vedno srce zaigra, ko da kakšna slovenska reprezentanca gol ali pa kaj zmagamo ali pa kadarkoli, ko se ta pesem sliši, Ja. jaz tako rad malo tako zajuškam, pa rad malo tudi poskačem, ker pravijo, kdo ne skače, ni Slovenc, Pa prav. polko zaplešamo. Zdaj mi je komi jasno, zakaj se poje, kdo ne skače, ni Slovenc. Meni to nikoli ni bilo jasno, ker sem mislil, kdo ne skače, ni zemlje, a veš, mislim. Ja. Ne, dajmo poslušati tole Golico, prav. Ja, se strinjam.
kakšni športni prireditvi je Slovenija zmagala. Zato, ker imamo tudi v Sloveniji ful dobre športnike. Tako je, Charlie, A veš? bravo, sem te čakal, kdaj se boš Aha, spomnil. poznate, kaj ste te, pa jaz poznam. No, daj povej nama. Primož Roglič, Tadej Pogačar, a veš, koliko sta ful dobra v kolesarjenju. Ja. Pa imamo pa še Lukca Dončićevga, veš, koliko on ful dober tam zabija, pa na koš meče, pa Goran Dragič tudi, ja. Ja? Potem je pa še en Anže Kopitarjev, on pa ful Wow, dobre gole ja. dela na hokeju na ledu, a ne? Ja, pa da ne bom samo govoril, a veš, te športe, ki se igrajo v dvoranah, imamo tudi Tima Gajserja, Ja. motokrosist. Pa. Pa zdaj spet ne bom samo fante našteval, a ne? No, pa daj. Imamo ful dobro plezalko, Janja Ganbret, a veš, koliko ful dobro pleza, pa hiter, pa res je ful dobra. Ana Marija Lampič, tek na smučeh. Ja. Kaj pa Nika Križnar, ki je zmagala v smučarskih skokih, je bila prva. Ja. Ja. Ema Pa tudi Klinec, ostali, ne? pa ostali, Skakalci. kaj pa Maruša Mišmaš, ona je pa hitra, pa jo jaz ne bi nikoli dubo, če bi z njo tekel. A veš? Ja, saj je tako kot miška je hitra, ne? Ful hitra. Ziher sem še koga pozabil, recimo Jana Oblaka, ki je ful dober golman. Pa še enega si pozabil. Pozabil sem pa še... Peter Prevc. Ja, sem res. Aha, Ja, on je tudi ful dober, ja, pa on ima Da, tudi pa leti. brate, pa sestre, pa vsi Ja. ful letijo, ja. Ej, res, Slovenija je takšna lepa država, polna športnikov, glasbenikov, odličnih ljudi, imamo dobre jedi, Ja, velike Alpe, lepa jezera in Vse imamo, kar si človek zaželi. ful gozdov in živali. Zares Ja. nam je lepo. Ja. No, ko smo bili pa ravno pri športu, imam eno odlično idejo. Kakšno? Pojdimo mi ven na naše te čudovite travnike in se tudi mi malo pošportajmo. Ja, gremo se malo športati. Gremo! Živijo otroci, danes bomo igrali igro barvice. Pravila igre so: v trgovini sta kupec in prodajalec ter barvice. Prodajalec barvicam prej zašepeta na uho, katere barve so. Nato kupec vpraša prodajalca, če ima barvo, ki jo želi. Če barvo ima, barvica pred njim steče in če jo ulovi, je njegova. Dober dan. Dober A imate barvice? Ja, A imate rumeno? ja. A imate oranžno? Ja. A imate zlato? Ne. Belo? Ne. Zeleno? Ja. Ali imate modro? Ja. Ali imate rdečo? Ja. Rdeča. Rumeno? Ja. Ali imate modro? Ja. Ali imate rdečo? Ja. Ali imate rumeno? Ja. Rdečo? Ja.
A imate oranžno? Ja. Zdaj pa kupim vse barvice. Če jih boš jela, zdaj moraš se ujeti. In Slovenia, we have a lot of rivers, mountains, hills, caves, lakes, and we also have a sea. Ste razumeli, kaj sem povedala? V Sloveniji imamo veliko rek, gora, hribovja, jam, jezer in imamo tudi morje. Sedaj pa se naučimo, kako se reče po angleško. Reka. River. River. Gora. Mountain. Mountain. Hrib. Hill. Hill. Jezero. Lake. Lake. Jama. Cave. Cave. In morje. Sea. Sea. Pa ponovimo še enkrat. Reka. River. River. Gora. Mountain. Mountain. Hrib. Hill. Hill. Jezero. Lake. Lake. Jama. Cave. Cave. In morje. Sea. Sea. Dobrodošli v Spidijevem kotičku. Spidi nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Spidi za to z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Spidija, na katerega se lahko obrnete. S pesmico Hišnik fant od fare se nam bo predstavila Zoja Hadner. Hišnik je v kurilnici zaspal, taktični kotel je razgnal. Hvaležni smo mu učenci vsi, naj kar večkrat še zaspi. Ravnatelj pa izda oglas, da nekaj dni zaprt bo klas. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. V službi kdaj pa
Centralne nič več ne smrdi, hišnik pa budilko ima, da pravočasno mu cinglja. Zdaj se iz naših glav kadi, od pameti se nam vrti, potihem pa vsi upamo, da bujenje kdaj preslišal bom. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. V službi kdaj pa kdaj zaspi, katastrofo poroči. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. V službi kdaj pa kdaj zaspi, da ravnatelj se jezi. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. V službi kdaj pa kdaj zaspi, da ravnatelj se jezi. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. Hišnik naš je fant od fare, on je sin od tete Mare. Hišnik naš. Kot prva zvezdica se nam predstavlja Klara Gril. Klara obiskuje glasbeno šolo Postotnik, kjer se uči igranja na klavir. Rada se druži s prijatelji, poje in pomaga mamici v kuhinji. Danes nam bo nekaj lepega zaigrala. Naša druga zvezdica, Jirca Kokalj, rada riše, poje in igra na klavir. Klavirja se uči v glasbeni šoli Postotnik in danes bo za nas zaigrala. Živjo, danes bomo izdelali tole simpatično opico, ki se guga na veji. Je prisrčna, kaj ne? Pa gremo na delo. No, pa si poglejmo, kako naredimo našo plesočo opico. Potrebujemo barvni papir, rjav, kakšen bež, lahko je pa tudi seveda bolj pisanih barv in različnih, zelenega za drevo, slamico, na kateri se bo naša opica gugala, guncala, svinčnik, črn flomaster, malo belega papirja za oči in veselo na delo. Najprej potrebujemo en tak trak rjavega papirja. Jaz ga bom malo lepše odstrigla. Tukaj bomo izstrigli en delček, takole, tukaj bodo nogice in pa tukaj bodo rokice, na katerih se bo naša opica gugala. Dobro? To smo naredili. Sedaj naredimo še enega trebuščka, narišemo trebuščka v naši opici in takole recimo. Ga strižemo.
Potem potrebujemo še ušeska. Dve enake ušeski bomo naredili. Takole, to prepognem, izstrižem. Tako, v ušeska bom izstrigla še en manjši krogec, oziroma tele manjša ušeska. Potrebujemo še malo papirja za glavo. Evo jo, našo opico, ki se ziba, guga na veji. Poglejte jo. Najboljša pijača na svetu je voda, ne te sokovi, ki jih vi pijete. To je sam sladkor, pa še dobro ni za zdravje. Voda, to je najboljše. Ampak, a veste, jaz si te vode vedno natočim poln kozarc, potem imam pa problema, ker malo vedno tudi polijem, pa še cel kozarc ne morem spiti. Ja, če to zdaj še spijem do konca, me bo potem to kljula tiščal cel dan, da se bo malo igral s to vodo. Pa jo bom malo pretako. Takole malo natočim noter, ne preveč, pa še v drugi kozarček, ampak res do zadnje kapljice, pa še v tretji kozarček, ja, tudi takole. Vse. Tako res do zadnje kapljice, jaz to vse vedem, nobene kapljice, ne pač razen tiste, ki polijem, drugače pa more tako vse kapljice ven stočim. Takole, še malo zmešam. Zdaj idem pa še en krog. Ja, takole. Ja. Kje je pa voda? Čakaj, pa prej je bilo več. Jaz imam ta kozarček, ziher mi tukaj malo pušča, je pokvarjen. Bom enega drugega vzel. Bom se še enkrat malo igral. Se malo vode pretočim, takole. Ja, tako vse. Pa še v ta kozarček. Ja, zdaj pa upam, da mi ta ne bo spuščal, ker to je drugače čist brez veze. Pa še tukaj noter. Tako res do zadnje kapljice. Zdaj grem pa še en krog nazaj. Takole. Ja, kje je voda? Ta kozarček mene malo heca, ampak več jih pa nimam. Zdaj sem pa vse vodo porabil, pa se ne morem več igrati, pa mi je malo že dolg čas. Kaj pa zdaj naj naredim? A mislite, da sem jaz to pomotoma kaj začaral? Pa da zato vode ni noter? Čeprav je ni. Pa ste videli prej, da sem jo dal noter v kozarček. Pa sem vas nahecal, a ne ste mislili, da mi je res kozarček spušča. Ne more spuščati kaj cel. A vam pokažem trik. A se vi mogoče še spomnite, ker smo nekaj oddaj nazaj mi čarali, da smo pričarali tele skodelice ven led. No, to je pa isto. Ledu ni, je pa v kozarčku takšna krpa, ne, oziroma tale gobica za posodo pomivati, a veš, takšna, ki ima potem, ki popije vodo. Ja, prej sem imel pa v drugem kozarčku, ker sem pa rekel, da mi spušča, ne, tudi ni mogel spuščati, ker je cel, sem imel pa tole vileda krpo, tudi za posodo pomivati, pa da pobrišemo malo pri umivalniku. Te krpe namreč popijejo vodo. In zdaj vi lahko vaše občinstvo malo nahecate, a ne,
da vam kozarček spušča, ali pa ne vem, da vi znate pričarati, kako voda izgine iz kozarčka. In je to najboljša rešitev, da date noter v kozarček. Lahko je ta kozarček skodelica, lahko je papirnati kozarček. Če boste uporabljali papirnati, dajte ga malo porisati. Vidite, jaz sem ga tudi, sem si takšne valove naredil. Ker drugače, če je preveč svetlobe, se vidijo te krpe notri, veste. In potem bojo vsi vedeli, sej to ti ne delaš nobenega trika, ker imaš krpo notri. Če imaš pa tako porisano, pa noben ne ve in vsak bo mislil, da ste vi to začarali, da je voda kar 1, 2, 3 zginila. Tako boste poskusali, ne? Se pravi, lahko s skodelicami, potrebujete 3, lahko tudi 2, če jih nimate 3, s temi kozarčki, lahko so tudi plastični, sam se veste, plastika ni toliko okej, tako da papirnate, skodelice, ali pa, če imate doma kakšne kozarce, da niso glih tako, prozorni, jih lahko tudi uporabite. To je to, zdaj pa veselo nedeljo. Metka! Otroci ste videli, Charlieju sem zavezala oči. Hvala, ker si mi zavezala oči in spet nič ne vidim. Ja, se je prav, da ne, ker je to izziv z zavezanimi očmi, izziv minute. In kaj bomo delali? Jaz sem tukaj že otrokom pripravila, da bodo videli, kaj bomo delali. Sestavljala bova iz teh naših papirnatih kozarčkov tako piramido. Wow. Ja, spodaj vidite otroci, je 5 kozarčkov, potem so 4, 3, 2 in pa 1. Charlie nič ne vidi, sedaj jih bom pa zložila nazaj enega na drugega. In ta izziv, to piramido, ki sem vam jo sedaj pokazala, bom mogla s Charliejem sestaviti v 1 minuti in to ni vse. 1 minuta? Ja, z zavezanimi očmi. Evo, še sebi jih zavežem. Čakaj, uno piramido tam v Egiptu delava, ali kaj? Ja, podobna je. Sam to je najina, ne? To bo tvoja, ne bo Keopsova piramida, ampak bo Charliejeva in pa Tjašina. Zdaj pa kozarčki, iz kozarčkov delava piramido. Ja, spodaj jih je 5, potem so 4, 3, 2, 1. Pa se to je pa čist easy najbolj. Ja, dajva probat. Mislim, če vidiš, če pa ne vidiš, pa ni easy. Ja, a poskusiva? Ja, dajva, ja. Pazi, na znak začniva, kar roke stran od kozarčkov. Pazi, 3, 4, zdaj. Se pravi 5. 5 najprej. 2, 3, pa 1 minuto imamo. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Pa še 4. 5, tako. 1. 1. Otroci, kaj navijate, dejmo, Charlie, dejmo, Tjaša. Pa ni tako lahko. 4, dober. Zdaj pa imamo 3, 1. 2. Jaz sem nekje en kozarček zgubila, Charlie. Ja, ne ga meni vzeti, prosim. En mi manjka zdaj. Podira se mi. Ne! Zdaj pa dajmo dol, da vidimo, kaj se je zgodilo. Charlie je zmagal. Bravo, Charlie. Čakaj, da zdaj malo boš vidim. Poglej, 5. Dober, ne to. Ja, kaj imaš pa ti tukaj? Ja, moja se je pa podrla piramida, ker nisem dobro sestavila, ne? Zidarji, če pravilno ne postavijo, hiša se podre. Čeprav, a veš kaj? Zdaj jeseni zunaj že kar veter piha, a veš? Po moje nisi dobro okno zaprla, pa je malo veter pihal. Bravo, Charlie, verjetno je. Ja, ker drugače poglej, tvoje je pa dobro veter, moja pa stoji. Jaz bom mogla še vaditi. Charlie pa tole, dobro speljal. Pa sploh noč nisem treniral. Ful dobro. Tako, zdaj pa mene nekaj zanima, otroci in starši. Mama, mi dva s Tjašo in tudi Miha, izziv za vse vas. Zavežte se oči, pač, če nimate doma takšnih kozarčkov, ne delati prosim s steklenimi. Ni dobro, ker se lahko razbijajo. Ja, samo s papirnatimi. In
Poskusite tudi vi, če vam bo uspelo in se poslamte vmes in je zelo zabavno. a ne? Ja, in nam pošljite posnetek ali pa kakšno Fotografijo, tako na mail spodaj ali pa na naš že znan Facebook profil in Ali pa- Instagram pod čarobnim dežnikom. Instagram profil. Ja. Tako in bomo ful veseli in Ful. res pošljite nam, pa bomo še Miha tu pokazali, pa bo tudi on ful vesel. Srečno tudi vam in prepričan sem, da vam bo uspelo. A ne? Ja, seveda. Čau. Otroci, danes imam za vas pripravljeno pravljico Deklica Marjetica išče pomlad. Zima je zelo dolgo trajala. Deklica Marjetica se je naveličala snega in mraza, zato se je odločila, da bo šla iskat pomlad, ki jo je črni mož zaprl v svojo votlino. Vzela je malico, se oblekla, na glavo si je zavezala rutko in se odpravila v gozd. Med potjo je srečala zajčka Pedajčka, ki je čisto premražen iskal malo hrane in toplega zavetja. Ko mu je Marjetica povedala, da gre iskat pomlad, jo je prosil, če gre lahko z njo. Marjetica je bila zelo vesela družbe. Gozd je bil čedalje bolj teman in Marjetico je bilo kar malo strah. Nato sta srečala medvedka. Bil je zelo slabe volje, kajti zima se mu je zdela že kar predolga in pošteno je bil že lačen. Ko je izvedel, da gresta Marjetica in zajček iskat pomlad, se je ponudil, da bo on ponesel Marjetico k črni votlini. Pred votlino je sedel Palček, ki je pazil na votlino, da ne bi šel kdo noter, kjer je spal črni mož in skrival pomlad. Marjetica, medved in zajček so rešili Palčka, ki jih je nato odpeljal v votlino. Črni mož je spal in zelo smrčal. Marjetica je zagledala črnega moža z veliko, dolgo brado in mislila, kako bi le lahko prišli mimo črnega moža. Spomnila se je, da lahko črnega moža zveže z njegovo brado. In res, Marjetica in medved sta zvezala črnega moža z brado, potem pa so se hitro odpravili po skritem hodniku iskat pomlad. Na sredi hodnika je ležala lastovica. Marjetica jo je dvignila v naročje in ugotovila, da ni mrtva, ampak samo zelo prezebla od mraza. Marjetica jo je stisnila k sebi in lastovica se je kmalu začela premikati in nato je dvignila glavo in veselo začivkala, da ona ve, kje je pomlad. Lastovica je odpeljala Marjetico, medvedka, zajčka in Palčka k velikim vratom, v katerih je na veliko srečo bil ključ. Marjetica je splezala na medvedov hrbet in s težavo odklenila vrata. Ko so se vrata nato odprla, je iz votline zavela topla sapica in zagledali so žalostno pomlad, ki se jih je zelo razveselila. Hitro so odšli ven iz črne votline in ko se je pomlad prikazala, se je sneg stopil in kmalu, ko se je stopil, je trava ozelenela, zacveteli so zvončki in trobentice, na drevju so veselo zapeli ptički in na nebu se je prismejalo sonce. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep